Ko smo bili mi otroci in smo se poleti starši peljali na dopust, je bilo to v Bolhci. Tisti malo bolj napredni ste se peljali v Stoenki, no marsikdo pa tudi v Fičotu. Fičo, oziroma zastava 750, pa je bila dejansko jugoslovanska različica Fiata 600. Zastava ga je začela izdelovati že v 60-ih letih po nakupu licence. Preden vas zbegam z vsemi temi starodobniki, hočem reči, to so bila včasih družinska prevozna sredstva, pa se nihče ni pritoževal. Fiat 500 je moderna različica teh avtomobilov in v klasičnem tamalem, si tudi sam težko predstavljam, da bi celo družino prevažal po izletih, sploh z vso kramo, ki je pa danes sigurno veliko več kot včasih. Je pa zato alternativa nekoliko večji Fiat 500X, ta je pa po dimenzijah že toliko velik, da je lahko družinski avtomobil. Kar seveda takoj razčistimo, da lahko kupite veliko bolj prostornih avtomobilov, vsak poprečno velik karavan ima več prostora in tudi večina križencev. Prednost Fiata 500X vidim predvsem v tem, da ni glomazen za vsakodnevno uporabo, ker je še vedno dolg samo 4 metre pa četrt. Še tle ena luknja. Je pa malo bolj visok in zato prtljažnik ponuja 350 litrov, oziroma cel kubik prostora, če podrem še zadnje sedeže. Sam pa nimam otrok kam dati. Visok strop ne pomeni samo, da lahko tukaj zadaj ali pa spredaj nosite cilinder na glavi, tudi sama zračnost prostora je večja in posledično s tem občutek prostornosti. Pa nasploh je prostora tudi tukaj zadaj kar veliko, evo, zdaj sedim sam za sabo in ga imam tudi pri kolenih več kot dovolj. Kar pomeni, da ga imel dovolj tudi povprečen sedmošolec danes, a ne? Pa še ena stvar, zaradi katere je všeč meni in številnim ostalim. Nekatere nas sicer malo preplavlja še nostalgija, ampak tudi tisti, ki vas ne morete reči, da jo ni cool. Funky bi bil tak angleški izraz, ker je res simpatičen in nagajiv za pogledati. Pa ne samo zaradi same oblike, ampak tudi zaradi dejstva, da je na voljo v številnih paketih opreme. Moj je recimo sport, ker pri uvozniku vejo, da so mi všeč športni avtomobili. Čeprav tale posebej športen ni, ampak lej, piše na njem sport, da je pa tudi fajn za pogledati. Tudi te feltne so res lepe. Zavoziti je, ni športen. Tale že samo zaradi litrskega trivaljnega motorja ni športen, čeprav moram reči, da je po občutku kar živahen. Vozim podoben motor doma z malo več moči in moram reči, da tale ni dosti manj brutalen. Brutalen. Lepo pospešuje in ne deluje zaspano, dajmo tako zaključiti. In krmiljenje je v bistvu dovolj živahno, podvozje dovolj ubogljivo, zato je zapeljati čist prijeten. Ni nabrit in vozniško navihan, za normalno družinsko vožnjo je pa prav fajn. Tudi zato, ker sedim malo višje in so stekla lepo pokončna, potem je tudi preglednost zelo dobra. Imam samo en pomislek in sicer pri obračalnem krogu, ki pa ni tako majhen. Hočem reči, večji je, kot bi pričakoval in zahteva nekaj privajanja, seveda pa ni tolikšen, da se ne bi znašel na parkiriščih pred nakupovalnimi centri. In tale notranjost je tudi zelo cool. Zdaj je sodobna s temi zasloni, pa hkrati retro. Nikaj, Italijani dizajn še vedno obvladajo. Ja, dizajn je že okej. Ampak daj mi raje povej, kakšne so moje možnosti, če nočem tega motorja in opreme sport. Potem je zanimiv še Fiat 500X Urban, ta je bolj eleganten in za v mesto, ali pa 500X Cross, ta pa izgleda bolj terensko. Torej je za vsakogar nekaj. Za terence, športnike, pa za mestne srajce, kot se radi pohvalijo. In tudi ta motor ni edini v ponudbi. Lahko ga dobite še z 1,3-litrskim dizelskim motorjem, pa z 1,6-litrskim dizlom in celo z 2-litrskim turbodizelskim multijetom, ki ima 110 kW moči. Čeprav potem meni že bolj diši 1,3-litrski turbobencinski motor, ki ima tudi 110 kW moči oziroma 150 konjičkov. Ta pa že lepo skoči, to vem, in tudi samodejni menjalnik je na voljo, če vam takšen ročni ni všeč. Čeprav je natančen in meni je všeč.